Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci konference. Za nami je velika in pomembna zmaga nad epidemijo. Zasluge za to imamo vsi, ki smo razumeli resnost situacije in smo bili za skupno dobro pripravljeni sodelovati. Zdaj je pred nami gospodarska recesija. Letos se nam obeta velik padec gospodarske proizvodnje, napovedi za naslednje leto pa nam že kažejo visoko rast. A na te številke se ne smemo zanašati, pomembno je, da se na težave gospodarstva odzivamo hitro in z natančnimi, učinkovitimi ukrepi. Sprejeli smo že 3 zelo obsežne protikorona zakonske svežnje, v katerih so številni ukrepi za pomoč gospodarstvu pri okrevanju in pri ponovni rasti. Skupno smo za izvajanje teh ukrepov namenili skoraj 7 milijard evrov. Pomoč države pri čakanju na delo, sofinanciranje skrajšanega delovnega časa, mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, državna poroštva in likvidnostni krediti ter turistični bon. Vse to so oblike pomoči, s katerimi želimo preprečiti, da bi se nam ponovila zgodba, ki smo jo v Sloveniji doživeli leta 2008. Takrat smo se na gospodarsko krizo odzvali z zatiskanjem pasu in krivičnim posegom v prihodke državljanom. Zdaj ravnamo ravno nasprotno. Med protikriznimi ukrepi, ki sem jih že omenil, je tudi eden, ki bo v središču vašega današnjega srečanja. To je program Early Warning Slovenija. Po ocenah Evropske komisije se v Evropski uniji vsako leto z insolventnostjo sooči več kot 200 tisoč podjetij, zaradi česar izgubimo 1,7 milijona delovnih mest. S to težavo se soočamo tudi pri nas, zato želimo organizirati sistem podpore, ki je bil prvič vzpostavljen na Danskem in ga zdaj izvajajo že v 8 evropskih državah. Program Early Warning Europe temelji na tem, da podjetju, ki je v težavah in ima še vedno potencial za ponoven vzlet, damo pomoč izkušenega mentorja. Cilj je, da se podjetje s pomočjo strokovnega pomočnika oziroma podpore izogne insolvenčnim postopkom, zatem pa ga vodimo na pot ponovne oživitve poslovanja na novih zdravih temeljih. Končni cilj tega programa je povečanje stopnje preživetja podjetij, ki so v težavah. Slovenija je na iniciativo Podjetniško-trgovinske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije in Evropskega združenja malih podjetij k temu programu pristopila lansko leto, program pa izvaja javna agencija Spirit Slovenija. Program je dobro zaživel, še bolje pa bo, ko se mu bo pridružilo več dobrih mentorjev. Na tem mestu zato vabim vse naše uspešne podjetnike, ki so dali skozi tudi krizna obdobja, da svojo osebno izkušnjo prenesejo v program Early Warning in pomagajo drugim podjetjem k preživetju in ponovni rasti. V težkih gospodarskih razmerah so programi, kakršen je Early Warning, dragoceni in koristni. So dopolnitev ukrepov, ki jih je sprejela država in lahko pomenijo luč na koncu tunela za številna podjetja. Spoštovani, izzivi, pred katerimi je slovensko gospodarstvo, so veliki, a niso nerešljivi. Vsak med nami lahko za okrevanje gospodarstva stori veliko. Zares dobri pa bomo takrat, ko bomo posvojili miselnost o sodelovanju in vzajemni pomoči. Stopimo torej skupaj, zdaj, ko so zdravstveni ukrepi omehčani, ni za to nobene ovire več. Hvala.